Evo, danes sem pa na poti z mojim fičkom in sva se mogla malo ustaviti, ker je temperatura majhen preveč narasla, ker je zunaj prijetno, toplo. Mislim, da je zdaj že enih 30 stopinj. In ja, s takim avtom si mora človek vzeti čas. Ker vsej tej euforiji, vsej tem norenju, ki je okrog nas, kadar potuješ s takim oldtimerjem, ko začne kuhati mašina, ko se segreva temperatura, je boljše, da se ustaviš, preden zakuha, pa se začne kaditi izpod prtljažnika, izmed havbe. Pa še ena zadeva je, ko potuješ s takim avtom, te ogromno ljudi pozdravlja. Od ljudi na pločnikih, s kolesi, motoristov in pa drugih ljudi z oldtimerjem. In ja, meni včasih kar paše, da me neznani ljudje pozdravljajo. Predvsem zaradi tega, ker vidim, kako so nasmejani in s tem avtom jim polepšam dan. Sam še tukaj bi mogel napisati, ne vem, nekateri veste, da je v Kopru stal en fičo, na katerem je pisalo, da ni pomembno, kakšen avto voziš, ampak kakšne ljudi ta avto prevaža. In ja, ta avto zagotovo prevaža srečne ljudi. In to srečo deli še z drugimi. Se pa človek s tem avtom navadi biti vedno opremljen. Tlele sicer je vse bolj prazno, so samo zakrastili kovčki. Je pa tukaj od spredi kar nekaj placa, ampak zdaj nimam odprto. Je pa drugače noter vedno kakšen liter vode, kakšen liter olja, pa še kakšne rezervne zadeve. Zaradi tega, če slučajno se karkoli zgodi, za tako avto je fajn, da imaš vse sabo pripravljeno. Verjetno pa, kadar gremo z nekim navadnim avtom, tudi sam vem, kadar grem na pot, ne pogledam vedno olja ali pa vode, če imam vse kot je treba, ali pa če imam s sabo rezervo, ker nekako pričakuješ, da avto bo deloval. No, s takim avtom predvsem greš na pot pripravljen, se prej pripraviš, to je v bistvu, recimo temu, neko popotovanje, ko gre človek na pot s takim avtom. Pa z oldtimerjem se človek navadi predvsem imeti takole klimo, kot vidite, imam okno odprto. Ja, zaradi tega, ker ja, ni klime in potrpežljivosti se tukaj naučiš, pa tega, da moraš pač zdržati, da greš, mičken si odpreš okna in ti piha. Zdaj smo pa ratali moderni, a ne? Ja, tako da ta avto ti veliko da, veliko ljudi te opazuje, greš bolj počas, z meniro bi človek rekel, ampak ja, prideš pa glih tako na cilj. Včasih nekdo, ki gre s takim avtom na cilj, pride dlje kot tisti, ki pač ostane doma. In isto je v življenju, dajte si to zapomniti. Še vedno ste lahko polž ali pa potujete s fičotom, kot pa zajec, ki je doma. Nekdo, ki ima ne vem kakšen hiter avto, pa ne gre sploh na pot. Da ja, en lep, prekrasen dan vam želim in imejte se fajn.